Koper je bil z 2 zmagama in 2 porazoma na sredini prvenstvene lestvice. Tokrat so gostovali pri Domžalah, ki so še vedno neporaženi. Z morebitno zmago pa bi se Domžalčani zavihteli celo na prvo mesto prvenstvene lestvice, kajti Maribor je tekmo izgubil. Prva akcija in strel Majerja z glavo prek gola, potem je sprožil še Horvat, ki je tokrat meril visoko čez gol. Na to kombinacija Domžal in priložnost za Guzmanja, ki je streljal, Gregor pa je bil uspešen v bloku. Zadnja in morda najnevarnejša akcija prvega polčasa, preigravanje Črnica, ki je našel Guzmanja, z glavo pa je meril nekoliko previsoko, ostalo je pri začetnem izidu 0:0. Drugi polčas bolj živahen, to je bil kot za Domžale, podal je Brači na rob 16 metrov in Morel za prednost domačega moštva, izjemen vole Morela, ki je tokrat zatresel mrežo in še drugič zapored se je vpisal med strelce, tokrat je meril z roba 16 metrov in takole zatresel mrežo tik ob vratnici, gol Domžal za 1:0 v drugi minuti nadaljevanja. Še napad za rumene, tokrat žoga pred vrata, kjer je bil Mance v izjemno ugodnem položaju. Antonio Mance je zgrešil koprska vrata. Kombinacija Koprčanov, Sikošek je prišel do lepe situacije in meril močno. Vratar Golubović je žogo s težavami zadržal in rešil situacijo. Preigravanje Belime, ki je padel v kazenskem prostoru, prekrška za 11 metrovko ni bilo, ostala je pri prednosti 1:0 v korist Domžal. Še na priložnost za Kanarčke, tokrat je prišel do strela Valencia, poskušal daleč, ampak odlična obramba Golubovića, ki je žogo odbil v kot. Potem pa do konca tekme še nekaj napadov za domače Domžale, tokrat je bil pri žogi Črnicki, se je lepo tresel svojega čuvaja, našel Majerja, ki pa je iz ugodnega položaja meril visoko čez gol. Še ena podaja pred gol, tokrat je pa dal Brači na drugo vratnico, Horvat je bil tam najspretnejši, stresel le prečko, nekoliko prekratek je bil Lukas Horvat, da bi podvojil prednost Domžal. To pa jim je vendarle uspelo v samem zaključku tekme. Črnic je streljal in zadev najprej le zunanji del mreže, potem pa še nevaren protinapad v 88. minuti. Vuk je bil pri žogi, ki je vstopil v tem drugem polčasu in takole preigraval. Lepo se je otresel svojega čuvaja in podal pred vrata, kjer je bil na pravem mestu Antonio Mance, ki je z nekaj metrov žogo zabil prazna vrata in povišal prednost Domžal za 2:0. Lepo. Vuk, ki je fantastično našel Manceja, ki je zatresel mrežo in Domžalam prinesel nove 3 točke. Zmago imajo zdaj prvo mesto in točko prednosti pred Olimpijo. Poglejte, od prve minute so stali z 11 na svoji polovici, zelo zgoščen prostor, pa odlično so tekalno bili razpoloženi. Jaz mislim, da smo odigrali en odličen prvi polčas, kjer smo imeli 5-6 dobrih situacij za zadetek, bili v polju dominantni, tudi imeli posest, razmeroma malo nasprotnikov pustili, ampak ni se išlo pri učinkovitosti. Odprlo nam je tekmo spet ena prekinitev, tako da se zdaj počasi zavedamo, koliko je to pomembno, in smo na koncu pa res prigarali to zadevo. Pa pre svega čestitke ekipi Domžala na pobedi. Mislim da nas je onaj gol poremetio posle kornera. Najprej čestitke Domžalam za zmago, dosegli so prvi gol po kotu, ko nismo bili dovolj previdni. Imeli smo neke situacije za gol, katerih nismo najbolje izkoristili. Spet nismo odreagirali najbolje, kot bi morali. Nisem zadovoljen, ne s porazom, ne z igro, nismo igrali, kakor smo se dogovorili. Bila je želja, seveda, to je normalno, ampak premalo, da bi danes izvlekli pozitivan rezultat. Da, postojala je želja, ali je to ipak bilo premalo za ovakvu utakmicu i jednostavno premalo da se danas izvuče povoljan rezultat.